Torej, lep pozdrav v mojem imenu. Torej, jaz bom v moji predstavitvi se lahko v zelo veliki meri navezal na prejšnjo predstavitev in bom v bistvu to prenesel v naše okolje, bolj v nek lokalni kontekst. Kajti tudi spletno oko je izvajalo oba monitoringa družbenih podjetij in smo preverjali njihovo pripravljenost za odstranjevanje sovražnega govora. V nadaljevanju se bom pa potem osredotočil še nekako na trenutno stanje oziroma možne ukrepe proti sovražnemu govoru v Sloveniji. Ampak najprej, da na kratko predstavim naš projekt. Mi smo točka za anonimno prijavo nezakonitih vsebin na internetu, konkretno sovražnega govora in pa posnetkov spolnih zlorab otrok. Smo del Centra za varnejši internet. To je projekt, ki ga koordinira Fakulteta za družbene vede, financirata pa ga Evropska komisija in pa Ministrstvo za javno upravo. Torej, kodeks ravnanja o nezakonitem sovražnem govoru na spletu je bil podpisan natanko pred letom dni. Z njim so se Facebook, Twitter, YouTube in Microsoft zavezali, da bodo torej v 24 urah pregledali večino prijav za odstranitev sovražnega govora in pa hkrati, da bodo takšne vsebine po preučitvi odstranili oziroma onemogočili dostop do njih. Oktobra in novembra lani je potekal prvi monitoring tega kodeksa, s katerim smo preverjali, kako je v praksi, ali so IT podjetja res naredila potrebne korake v tej smeri. Torej, te rezultati, kot je povedal že moj predhodnik, niso bili najbolj navdušujoči. Povprečno je bila vsebina odstranjena v 28% prijavljenih primerov. Predsejšnja razlika je bilo pri tem, ali so bili ti primeri prijavljeni kot s pomočjo možnosti, ki jih imajo normalni uporabniki, običajni uporabniki družbenih omrežij ali pa prek posebnih kanalov, ki jih imajo nekatere nevladne organizacije po Evropi. Ta razlika je bila še posebej velika v primeru Twitterja in YouTubea. Microsoft ni prejel prijav sovražnega govora na svojih strežnikih. Takrat v prvem monitoringu je ta monitoring izvajalo 12 organizacij, kot bomo videli, je bilo v drugem monitoringu teh organizacij precej več. Torej, te podatke, ki sem jih prej predstavil, so vključevali 12 organizacij, naknadno smo se projektu pridružili še mi, torej spletno oko, kjer smo preverjali za slovenske uporabnike oziroma prijave slovenskih vsebin in pa Francija. Prijavili smo 53 primerov, od tega 52 na Facebooku in eno na omrežju Twitter. In z nekaj izjemami so bili vsi primeri sovražnega govora usmerjeni proti pripadnikom islamske veroizpovedi ali pa proti prebežnikom. To je trenutno še vedno daleč najbolj pogosta oblika sovražnega govora, s katero se soočamo tako na družbenih omrežjih kot tudi drugje. V prvem monitoringu smo vse vsebine prijavljali prek kanalov za običajne uporabnike. Odgovore IT podjetij smo dobili hitro, že v kakšni uri ali največ v enem dnevu. Problem pa je v tem, da niti en primer te vsebine ni bil odstranjen. Torej v vseh primerih smo od Facebooka dobili odgovor, da prijavljene vsebine niso v nasprotju z njihovimi notranjimi pravili uporabe. Tukaj lahko omenim, da te primeri niso bili neki mejni primeri sovražnega govora, kot smo prej govorili, ampak je šlo za ekstremne primere sovražnega govora, nasilnega sovražnega govora. Torej, s tem monitoringom nikakor nismo bili zadovoljni, zato smo se ozirali že proti drugem monitoringu, ki je bil napovedan takoj za prvim. Izvajali smo ga od marca do maja letos. Tokrat je bilo vključeno veliko več organizacij, torej 31 po celi Evropi in povprečno je bila na evropski ravni vsebina odstranjena v dvakrat več primerih, se pravi 59% primerov. Kot lahko vidimo, so tukaj še vedno bile razlike med tem običajnimi uporabniki, če so prijavljali le organizacije kot običajni uporabniki, recimo Facebooka, ali pa če so za to uporabile svoje posebne kanale in možnosti, ki jih imajo.
Mi smo tekom tega drugega kroga monitoringa podali 81 prijav, 60 Facebooku, 18 Twitterju in 3 omrežju YouTube. Tukaj so nekateri primeri prijavljenih vsebin. Tudi v drugem monitoringu je šlo v večini primerov za sovražni govor proti prebežnikom oziroma muslimanom. Zopet so bili to zelo nasilni primeri sovražnega govora. In tukaj sta še 2 primera iz omrežja Twitter in YouTube. Če se zdaj ozremo nekako na rezultate, lahko vidimo ogromno razliko v primerjavi s prvim monitoringom pri Facebooku, se pravi, prvič ni odstranil niti ene prijavljene vsebine, tokrat pa v povprečju kar 77% vsebin. Medtem ko Twitter in YouTube nista dala niti nekega znaka, da se odločata glede teh vsebin, preprosto ni bilo neke povratne informacije. Če to vse seštejemo, je bilo povprečju odstranjenih 57% prijavljenih vsebin, kar je zelo blizu povprečja na evropski ravni. In tukaj lahko vidimo nekako povprečje za vse vključene države oziroma nevladne organizacije. Prav v primeru Slovenije je bila razlika med prvim in drugim monitoringom največja oziroma med tistimi državami, kjer je bila razlika največja. Je pa treba tukaj seveda poudariti, da je bilo pri teh številkah zelo odvisno, na koga so nevladne organizacije naslavljale prijave. Torej, več, ko so naslovile prijav na tiste bolj odzivne IT podjetja, boljši je bil njihov delež odstranjenih vsebin potem. Tako da, če bi mi prijavljali samo Facebooku, bi imeli tam okoli 80% se pravi stopnja odstranjevanja vsebin. Torej, razlika je bila, na kakšen način so se podjetja odzvala takrat, ko niso bila pripravljena odstraniti vsebine. Facebook je to sporočil, smo dobili obvestilo, da vsebina ni v neskladju z njihovimi pravili, Twitter in YouTube se pa nista odzvala. V nasprotju s prvim monitoringom smo tokrat tudi mi imeli možnost tega posebnega kanala za nevladne organizacije, tako imenovani Trusted Flagger opcije, tako da smo prijavljali tudi na ta način. Razlika je bila nekaj odstotnih točk v stopnji odstranitve glede na ta kanal. Je pa tukaj treba omeniti, da pri teh prijavah, ki smo jih podali kot Trusted Flagger uporabniki, je šlo v bistvu za primere, ki so bili zavrnjeni, ko smo jih prijavili kot običajni uporabniki. Tako da je Facebook na koncu odstranil veliko večino, zelo blizu vseh primerov, za katere smo ocenili, da so sporni. Ampak v povprečju, če gledamo vse odzive, ne glede na to, če se seštejemo vse, je bila stopnja odstranjevanja 77%, s tem, da je bila pri prijavah, ki smo jih podali kot običajni uporabniki 76, pri Trusted Flagger prijavah pa 82%. Facebook se je ponovno tukaj odzival hitro, v manj kot 24 urah. Twitter in YouTube, kot sem že rekel, nista se odzvala sploh na naše posredovane prijave. Kakšen je pomen teh rezultatov? Za javnost se mi zdi to zelo pomembna informacija, torej, da so prijave smiselne, sploh seveda za tista omrežja, to je Facebook v tem konkretnem primeru, ki so pokazale večjo odzivnost tokrat. Za medije je to zanimivo iz vidika vtičnikov za komentarje, ki jih ponujajo družbena omrežja, za profile, ki jih imajo na družbenih omrežjih in recimo za to, da opozorijo tudi tiste, ki komentirajo na teh profilih, da lahko prijavijo Facebooku primere sovražnega govora, ki jih vidijo. Za nas kot prijavno točko so ti rezultati spodbudni, sploh v primeru Facebooka,
a seveda ne idealni. Twitter in YouTube se nista niti približno odrezali dobro in so se tudi zavezali na srečanju v Bruslju, so se zavezali, da bodo preverili te primere in nam bodo sporočili, kaj je šlo v tem primeru narobe. Prejšnjič je bilo nekako tako s Facebookom, tako da upam, da se bo tudi tokrat na koncu v tretjem monitoringu, recimo, čeprav ne vemo še, če bo, da se bo izteklo drugače. Še ena nekakšna izhodišča za nas je, da imamo nekako sedaj, ko imamo ta Trusted Flagger status, večjo odgovornost za preverjanje prijav, ki jih oddajo uporabniki. Torej, nekako se zavezujemo, da bomo pomagali uporabnikom, ki sami prijavijo recimo v Facebooku določeno sporno vsebino in dobijo odgovor, da ta ni v nasprotju z pravili uporabe, da nam to sporočijo in da se bomo mi dodatno pozanimali pri teh omrežjih ali če bomo ocenili, da gre za nekaj spornega, zakaj torej ta vsebina ni bila odstranjena. Kaj pa ta monitoring pomeni za razširjenost sovražnega govora v slovenski družbi? Torej, je v bistvu en pozitiven premik, tako kot je moj predhodnik povedal, namreč na družbenih omrežjih se trenutno nahaja verjetno večina sovražnega govora, ki ga govorijo Slovenci, bi lahko rekel. To je seveda samo groba ocena, nihče tega ni preverjal, ampak nekako bi rekel, da je tako. Ampak seveda to ni dovolj in zato tudi jaz mislim, da so tukaj potrebni še drugi ukrepi. Najprej bi se ozrl na kazenski pregon sovražnega govora v Sloveniji, kot ga omogoča 297. člen Kazenskega zakonika. Torej, tukaj lahko vidite statistiko prijav za 10 let, odkar deluje naša prijavna točka. Torej, prav letos mineva 10 let, odkar smo prejeli prvo prijavo. Vmes je bilo teh prijav skoraj 4-krat več, med 3 in 4-krat več, kot jih je bilo recimo lani. In iz tega bi lahko morda kdo zaključil, da je sovražni govor danes v Sloveniji manjši problem, kot je bil. Ampak jaz temu ne bi pritrdil. Mislim, da je tukaj pomemben dejavnik to, da se pri nas sovražni govor v kazenskem smislu razume izjemno ozko. Torej, samo ko gre za izjemno napadalne primere, ki že nosijo to možnost v sebi, da se bo to prelilo v dejansko nasilje proti deprivilegiranim družbenim skupinam. In to je izjemno težko dokazljivo, oziroma zelo težko je reči, da kdaj obstaja dovolj velika verjetnost, da bo do tega nasilja dejansko prišlo. To ozko razumevanje lahko ponazorim tudi s statistikami za lansko leto. Torej, imeli smo 1273 prijav, 23 smo jih posredovali na policijo v skladu že s tem ožjim razumevanjem, zelo ozkim razumevanjem sovražnega govora. In v lanskem letu je potem policija podala 2 kazenski ovadbi na okrožno državno tožilstvo. Torej, če se ozremo še na druge mehkejše ukrepe, se tukaj ponavadi poudarja recimo kot eno izmed možnosti kontranaracijo. To pomeni, da se z nekim drugim bolj pozitivnim sporočilom ali pa z razkrinkanjem neke recimo lažne novice, da s tem odgovorimo na primere sovražnega govora. Pogosto se prav take mehkejše ukrepe podaja kot primer bolj primernega odzivanja na sovražni govor, češ da kazenski pregon za sovražni govor ni primeren, ker je svoboda govora tako pomembna. Dejstvo pa je, da zgolj s kontranaracijo bomo tudi težko uspeli, po mojem mnenju, v boju proti sovražnemu govoru. Problem je, da je to izjemno zahtevno delo, hkrati pa večinoma sloni na prostovoljcih. Problem je v tem, da torej ni sredstev dovoljšnih za ta namen. O tem je bilo tudi govora letos na konferenci na Malti, ki jo je organizirala Malta kot predsedujoča EU in so tudi skušali prepričati recimo te družbena omrežja, da sofinancirajo tovrstne kampanje kontranaracije. Tudi v Sloveniji smo imeli tovrstne primere projektov, ki bi lahko uvrstili v področje kontranaracije. To je recimo projekt Dekontaminacija, ki ga je izvajalo društvo Apareo.
S tem so nekako spreminjali, prilagajali, preoblikovali grafite, ki so izkazovali očiten sovražni govor proti različnim družbenim skupinam. Tukaj bom omenil pa še projekt Ustavimo sovražni govor v spletnih komentarjih, pri katerem smo sodelovali tudi mi kot prijavna točka, in sicer smo usposabljali prostovoljce, ki so se zavezali, da bodo na portalu Slovenskih novic izvajali torej kontranaracijo, z nekimi pozitivnimi odzivi se odgovarjali na primere sovražnega govora. Tukaj je treba mogoče še omeniti, da je seveda kontranaracija ima zelo težaven cilj, posebej, če si zastavi cilj, da bo prepričala nekoga, ki izvaja sovražni govor. Zato večinoma usmerjena v bistvu v prepričevanje tistih, ki samo spremljajo pasivno internet, ki nimajo nekega zelo močnega mnenja glede sovražnega govora, in v bistvu te komentarji, te odzivi so namenjeni njim, torej da se tudi oni pridružijo tistim, ki menimo, da sovražni govor nima prostora v demokratični družbi. Torej v kontranaracijo bi nekako lahko uvrstil tudi Svet za odziv na sovražni in diskriminatorni govor. Tukaj moramo omeniti, da sem trenutno tudi sam član tega sveta. Gre pa za neodvisno telo, ki se na posamezne primere sovražnega govora v javnosti odziva z javnimi izjavami. Tudi ta deluje na prostovoljni bazi. Trenutno je v svojem drugem mandatu in ta trenutna sestava je imela 3 odzive v javnosti. In ravno pri tem bi rad še omenil, da ko smo dali te sporočila za javnost v zvezi z odzivi Sveta za odziv na sovražni in diskriminatorni govor, smo opazili, da je zelo malo odziva medijev, da največ ena objava, pogosto je bila, v nekaj primerih je bila celo edina objava, ki smo jo opazili, tistih, ki so bili sami označeni kot problematični izvajalci sovražnega govora. Torej, to me je napeljalo k razmisliku o tem, ali je sovražni govor v Sloveniji še pomembna tema, ker se mi zdi, da se v njem po eni strani vsaj nekaj časa veliko govorilo, sedaj pa je nekako to že mogoče ni več tako aktualno za medije. Tako nekako si to razlagam. Čeprav v nasprotju s tem, kar sem zdaj povedal, je recimo ta odziv na primer v zvezi z domnevnim zanikanjem holokausta, ko je bilo odziva medijev kar precej. Se pa sprašujem, če se ne bo tudi čez nekaj časa tudi v takih primerih to spremenilo. Torej, da mediji nekaj časa zagrabijo neko zadevo, potem pa se stvar normalizira oziroma ni več tako zanimiva. Recimo, danes se mi zdi, da je sovražni govor proti prebežnikom postal zelo normaliziran in recimo ga nekako se sploh ne opazi toliko. Tudi v tem konkretnem primeru domnevnega zanikanja holokausta oziroma problematiziranja holokausta je bilo v tem istem pogovoru tudi veliko besed usmerjenih proti muslimanom in tega nekako ni nihče opazil. Tako da se mi zdi, da se je res to precejšnji meri normaliziralo in to me skrbi še posebej, kot sem že omenil, ker je res malo odziva medijev na te odzive sveta. Samo še sekundo, bom zaključil, pa bom takoj. Torej, to je v bistvu vse, kar sem pripravil. Rad bi zaključil nekako podobno kot moj predhodnik, torej, da ni dovolj, da se odzivamo samo na sovražni govor samo skozi način kazenske represije, ni dovolj tudi samo kontranaracija, ampak potrebujemo nekako zbirko teh ukrepov, potrebujemo tudi izobraževanje oziroma učne vsebine v osnovnih, srednjih šolah, če se želimo resno zoperstaviti temu pojavu, če smo torej s tem resni. Če pa želimo zgolj nekako imeti nekaj ukrepov, ki bodo kazali, kot da se zoperstavljamo, ker to nekako od nas zahteva tujina, potem pa seveda ne bo rezultatov. To je bilo nekako vse in zdaj sem pripravljen na vsa vaša vprašanja odgovarjati.